Danes v Pomurskem dnevniku. Gostovanje v Londonu. Ustavljeno cepljenje z Janssenom. 25. kongres evropskih zdravilišč. Najboljši slovenski mladinski film. Jutri bo pretežno jasno. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Slovenski nogometni prvak Mura bo danes v drugem krogu skupinskega dela konferenčne lige gostoval pri Tottenhamu, eni najbolj zvezdniških in najdražjih ekip v Evropi. Izbranci Anteja Šimundže bodo na občudovanja vrednem londonskem stadionu Tottenham Hotspur, katerega gradnja je stala nad milijardo evrov, skušali presenetiti velikega favorita. Črno-beli so angleško zelenico prvič preizkusili že včeraj. Ja, občutki so, prvi vtisi so fenomenalni. Mislim, da gre za eden boljših stadionov v Angliji. Nekako smo preizkusili za zelenico, žoga je izjemno hitra in treba se bo nekoliko privaditi jutri na tekmi, sploh na ta mogoče njihov prvi pressing in zdržati tistih prvih 15-20 minut. Ko se bo tekma začela, mislim, da tisti začetni žvižg bomo vsak pri sebi bo skoncentriran samo na tekmo, samo na igrišče in mislim, da to nam ne bi smelo biti nekakšni problem, kvečja motiv za neko dokazovanje. Sama kulisa bo čisto drugačna, kot bo gledalci. Dejstvo pa je, da je igrišče izredno hitro, izredno dinamično, tako da tukaj bomo morali biti zelo pazljivi in natančni v jutrišnji tekmi. Za mursko-soboške nogometaše je velikost nasprotnika prej spodbuda kot ovira. Dobro, to moramo se šteti kot privilegij, da igra Mura proti enemu od največjih angleških klubov, po tradiciji seveda, tako da to nam je lahko samo spodbuda dodatna, kako in kaj, ne pa da nam je zavora. V Londonu pa jih bodo spremljali tudi zvesti navijači. Ja, veliko nam to pomeni, da nas spremljajo v bistvu na vsakem koraku. V bistvu smo naredili tudi to za njih in omogočili to, da smo se lahko tako mi kot oni prišli danes sem v London in odigrati to tekmo, ki nas čaka jutri. Vedno je podpora navijačev bila izjemna v Prekmurju, tako da tudi tukaj ni nobena izjema. Tudi začetna enajsterica je več ali manj že določena. Več ali manj je, mogoče dilema, sta še ena do dve poziciji, tako da bomo še videli kako in kaj, ker se moramo osredotočiti in na njihovo hitrost, na njihovo dinamiko, na njihove prekinitve, tako da tukaj bomo skušali najti čim boljše rešitve. Tekmo bodo črno-beli odigrali danes ob 21. Če bi jim uspelo, pa bi se zapisali v zgodovino kot prvi slovenski klub, ki je v Angliji ostal neporažen. V torek je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana prišlo do primera suma resnega neželenega dogodka v časovni povezavi s cepljenjem proti COVID-19 pri mlajši ženski. Zaplet pa se je končal tragično. Ob tem je Ministrstvo za zdravje skladno s predlogom posvetovalne skupine pozvalo Nacionalni inštitut za javno zdravje, naj začasno ustavi cepljenje s cepivom Janssen in o tem obvesti tudi cepilna središča ter druge izvajalce cepljenja. Minister za zdravje je ob tem zagotovil, da so se začeli vsi predpisani postopki za razjasnitev okoliščin zapleta. Kot ste seznanjeni, je včeraj v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana prišlo do primera suma resnega neželenega dogodka v časovni povezavi s cepljenjem proti COVID-19 pri mlajši ženski. Zaplet se je končal tragično, zato ob tem trenutku izrekam iskreno sožalje svojcem, celotno javnost pa prosim za pieteto in spoštovanje. Podrobnosti primera ne poznam in ga tudi ne morem komentirati. Lahko pa zagotovim, da so stekli vsi potrebni predpisani postopki, da se razjasnijo vse okoliščine dogodka oziroma bolezni. Tako marsikje odsvetujejo cepljenje z vektorskimi cepivi mlajšim od 50 let. V Sloveniji je prišlo do hudega neželenega dogodka, ki je časovno povezan s cepljenjem s cepivom podjetja Janssen. Ob tem dogodku smo vsi zelo pretreseni in moje iskreno sožalje družini in vsem svojcem dekleta. Ko smo na posvetovalni skupini izvedeli, da je možen ta neželeni dogodek v povezavi s cepljenjem,
smo se nemudoma odločili, da cepljenje s tem cepivom začasno zaustavimo, dokler ne bodo znane podrobnosti primera, potem pa se bomo odločili, kako vnaprej cepivo uporabljati. Kot je znano, je cepivo registrirano brez posebne omejitve za starostne skupine. Obstaja nekaj izjemno redkih kontraindikacij. Države po svetu z bolj ali manj različnimi priporočili, bolj močnimi priporočili, v nekaterih primerih cepljenje odsvetujejo pri določenih starostnih skupinah, ni pa to enotna praksa. Minister je poudaril, da zaupa stroki in upošteva njena priporočila, zato podpira odločitev strokovne skupine, ki je presodila, da to cepivo začasno umaknemo iz uporabe. V hotelu Livada je danes potekal jubilejni 25. kongres evropskih zdravilišč, ki je potekal pod sloganom Razmišljaj zeleno, bodi aktiven, ostani zdrav, kjer so se ukvarjali z različnimi temami povezanimi z zdraviliško dejavnostjo in okrevanjem po epidemiji koronavirusa. Zdraviliški turizem je v Sloveniji med najbolj prepoznavnimi in razvojno uspešnimi turističnimi področji. Zagotovo je epidemija povzročila turizmu izjemen šok, največji v zgodovini. In dejansko je turizem utrpel veliko škodo. Vemo, da na ravni Slovenije v lanskem letu kar 74% manj prihodov tujih turistov, kar so precej kompenzirali domači turisti. Namreč zabeležili smo izjemno rast tudi v zdraviliščih, kar 30% več domačih prenočitev. Mislim, da smo bili v Sloveniji torej ena od evropskih držav z najvišjo rastjo. Mislim, da celo samo 3 smo imele rast, kar je posledica kampanje skupne, zdaj je čas moja Slovenija in pa seveda turističnih bonov. Moderen gost si ne želi biti le v svoji sobi, zato velik poudarek namenjajo tudi širitvi turistične ponudbe, ki ima velik potencial prav v Pomurju. Osnovni potencial za razvoj zdraviliškega turizma pri nas je seveda balneologija, to pomeni termalna voda. Mi imamo v Sloveniji 87 zdravilnih termalnih vrelcev, ki pripadajo različnim družbam, skupnostim in tako naprej. 14 zdravilišč slovenskih je organizirano v skupnost slovenskih naravnih zdravilišč. Velik potencial predvsem je v naši pomurski regiji, kar se tega tiče, imamo posebne edinstvene termalne vode, kar je zelo priznano in zelo pomembno. Imamo odlično ponudbo tako hotelov, namestitev, možnosti kopanja, možnosti zdravljenja, predvsem pa možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. In kako bo izgledalo samo okrevanje zdraviliške dejavnosti po epidemiji koronavirusa? Postopoma na prvi korak, kot drugo pa se bomo morali seveda še bolj angažirati v prodajnem smislu, da poleg domačega gosta, ki nam je itak zvest že v preteklosti in je v teh 2 letih se še toliko bolj pokazalo pomembno nagovarjati domačega gosta, da čim prej začnemo pridobivati tudi ponovno goste iz tujine. Prve goste smo imeli sicer že v lanskem letu, že bistveno več v letošnjem letu, predvsem iz teh bližnjih trgov. Kažejo se nam pravzaprav neke nove priložnosti iz trgov, ki jih prej niti nismo smatrali kot tako pomembne, kot je recimo Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska. Slovenija ponuja 87 naravnih termalnih izvirov s temperaturo vode od 32 do 73 stopinj Celzija. Blagodejnost in zdravilne učinke vode zaokružujejo edinstvene naravne danosti. Vsa zdravilišča jih uporabljajo pri rehabilitaciji gibalnega in živčnega sistema ter stanj po poškodbah in operacijah. Zaradi obnove je most čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami od 31. maja popolnoma zaprt, obvoz pa je urejen preko Koroškega mosta v Mariboru, kar je še dodatno obremenilo promet na cesti iz Maribora proti Koroški. V času popolne zapore preko mosta ni možen niti prehod pešcev in kolesarjev. Most čez Dravo, ki povezuje Ruše in Selnico ob Dravi, je star 55 let in dotrajan. Zato bodo dela, ki jih izvaja podjetje Pomgrad, potekala dolgih 14 mesecev. S to rekonstrukcijo bo vgrajena neka dodatna varnost konstrukcije in se pričakuje, da naslednjih 30 let ne bo potrebnih kakšnih novih posegov. Ob tej sami rekonstrukciji ga tudi razširimo.
Star objekt je bil širok 8,70 m, nov bo pa 12,40 m. Poleg dodatne varnosti bo most v sklopu rekonstrukcije dobil tudi na eni strani dvosmerno kolesarsko stezo in na drugi dvosmerni pločnik za pešce. Ob tem pa je bilo tudi veliko vprašanj, zakaj obnova in ne enostavno gradnja novega mostu. Če gremo tak 130-metrski most rušiti, ustvarimo ogromno enih gradbenih odpadkov. Tudi novogradnje so v povprečju za tretjino, naprimer, dražje kot taka obsežna rekonstrukcija. Zaradi rekonstrukcije je potrebna popolna zapora mostu, kar pomeni, da se je pot iz Ruš v Selnico ob Dravi konkretno podaljšala. Vrednost gradbenih del za Ruški most znaša okrog 2,4 milijona evrov. Njegova življenjska doba pa se z vsako rekonstrukcijo podaljšuje. Tako bo potrebno še malo potrpežljivosti, da bo ponovno stekel promet čez most, ki povezuje Ruše in Selnico ob Dravi. Mednarodni filmski festival Zoom v organizaciji Pionirskega doma Ljubljana je letos doživel že 15. ponovitev. Tokrat je potekal v okviru projekta Ustvarjalne Evrope, Liberty Svobodni. V končni izbor mladinskega tekmovalnega programa pa sta se uvrstila tudi dva filma dijakov lanskega 3. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Film z naslovom Zakaj avtorice Line Horvat, ki je nastal pod mentorstvom Vida Hajnška in Ludvika Rogana, je prepričal žirijo in si prislužil klapo za najboljši slovenski mladinski film. Nekaj takega mi res ogromno pomeni, ker nikoli nisem pričakovala, da bi kajkoli dosegla z nekim takim malim projektom. Torej, hvala. Zdaj, če na hitro probam povedati, kaj je zakaj, oziroma zakaj je zakaj nastal. V bistvu smo pri filmskih delavnicah dobili navodilo, naj naredimo nek kratki dokumentarec, pa nam je Vid dal, oziroma nam je svetoval, naj bo nekaj subjektivnega, naj damo nekaj sebe v ta film. In je čez čas nastal nek zmazek od malega scenarija, ki je bil mentorjem pač všeč. V končnem izboru je bil tudi film z naslovom Klic iz onstranstva avtorjev Sane Ropoša, Ronje Vodopivec, Mihe Lukmana in Tije Rajnar. Jutri bo pretežno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 15 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Radencih namerili 15 stopinj, v Lendavi 14, v Krajinskem parku Goričko pa prav tako 15 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod bo občasno nekaj več oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 7 stopinj, dnevne pa okoli 20 stopinj Celzija. V soboto bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V nedeljo se bo krepil jugozahodnik. Na zahodu bo občasno deževalo, drugod bo še suho vreme. Razmeroma toplo bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 6 do 10 stopinj, dnevne pa od 19 do 24 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko kot ponavadi najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do jutri.